izdelek deklariran kot obrazna maska z navodili, kako je čokolado treba stopiti in nato razmazati po obrazu, čeprav v resnici gre za prehrambeni izdelek. Podobno razlago ponudi prodajalec naslednje trgovine. Bombone imaš več, ki jih zmanjka, edino, kar imamo čokolado. Piše, da je maska za obraz, ki ne smemo prodajati kot edible, plus piše, da je CBD, ker ne smemo prodajati kot tega drugega kanabinoid. Da pač promoviramo kanabinoide, da zdanejo, ki ne smemo. Dobiš do 3 čokolade za 20 €, od enega koščka pol je do CBD. Ampak je kot edible. Gre za očitno izigravanje zakonodaje. Ti izdelki ponavadi ne presežejo zakonsko dovoljene osebnosti THC-ja, vendar sta le 2 kockici čokolade oziroma 20 mg THC-ja že dovolj, da uporabnik občuti učinek. Prodaja, ki se dogaja na očeh pristojnih. Gre za pravno praznino in gre za goljufivo in škodljivo prakso, ki jo s pridom izkoriščajo prodajalci. V zadnjih 2 letih dejansko prepoznavamo problematiko na tem področju, ker se na letni ravni v Sloveniji celo nekaj 10 novih psihoaktivnih snovi umešča na uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Tako kriminalist Mišo Radovančević, vodja oddelka za prepovedane droge v upravi kriminalistične policije. Nova molekula pomeni novo luknjo v zakonu. To so bomboni, večinoma so želatinasti, lahko so tudi trdi. Ampak posnemajo znane znamke, ne? Ja, seveda, da privlačijo. Mojca Janežič z oddelka za kemijske preiskave v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju vsak dan preiskuje in analizira nove droge, za katere sumijo, da vsebujejo sintetične spojine. Ne samo na inštrument. V zadnjem letu prevladujejo polsintetični kanabinoidi. Načeloma je pa tako, da so to laboratorijski izdelki, ki so potem infuzirani v živila. So pa to spojine, ki so rahlo modificirane in sicer tako, da postanejo legalne.